glava ni žoga. Zato misli z glavo, ne z žogo. Namreč, Jezus je rekel svojim učencem, prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen. In glejte, iz tega vidimo, da vse mine. No, skoraj vse. Obleke se strgajo, igrače pač damo na podstreho, telefoni ratejo zastareli, računalniki ratejo zastareli. In ko gledamo ljudi, ki se na stara leta ozirajo nazaj, se redko kdo reče, joj, kaj je bilo fajn, da sem imel telefon, joj, kaj je bilo fajn, da sem imel tako lepo obleko. Ampak večinoma se veselijo tegale, da so ohranili poštenje, da so si vzeli čas tudi zase in da so delali dobra dela. Pa da so seveda ob tem ohranili tudi živ odnos do Jezusa. Zdaj, Jezus nam obljublja, da gremo vsi, da smo vsi na poti k nebesom. Ampak da ne bi zdaj takole delali in čakali, kdaj ta čas mine, da pridemo v nebesa, ne pozabimo dveh Jezusovih stvari, ki jih v tem odlomku omenja. Prvič, strah. Strah ni od Boga. Jezus pravi, ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite. Strah ni od Boga. In potem Jezus doda še, vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las glave se vam ne bo izgubil. S svojo stanovitostjo si boste pridobili svoje življenje. Zato vas spodbujam, vztrajajmo v dobrem in vedno ne glejmo, kaj bodo drugi rekli, ampak mislimo svojo glavo, ne z žogo. Srečno!